Semi daš. Vmes se pa lahko prijem za stol tukaj. Tako. Leva noga naprej. Pa noter. Ja, bravo. Super. Vidiš? No. Dominkova domačija leži na Ptujskem polju, bolj natančno v Lukariji. To polje spada v Dravsko regijo, ki leži na severovzhodu Slovenije. Pokrajina je obdana z gričevnatim svetom, Halozami in Slovenskimi goricami. Lukarija pa je en del Ptujskega polja, kjer se nahaja občina Gorišnica. V vasi Gorišnica stoji ta 300 let stara domačija. In prispeli smo do Dominkove domačije. Domačija je panonskega stila. Hiša je grajena v obliki črke L, torej je grajena na aker oziroma vogelj. Stavba je cimprana, kar pomeni, da je grajena iz lesenih brun, obdana z ilovnatim ometom in pobeljena z apnom. Stikata se gospodarski in bivalni del. Hoďte zajíst! Malo samo stisnali. Pazi, ali, kaj ste že fest lačne? Ja! Hitro, mama. Joj, slika. Domači kri. Pa friške. Lahko si jemljate. Fejst, diši. Začimbanje ne. Ti pomagam? Ne, pesmi že. Hitro. Lačna se je že potrpala. Ti si lačna, jaz pa se stradam in to pa velika razlika. Bog žegne. Bog žegne. Bivalni del sestavlja veža, črna kuhinja, Ja, kaj pa delajo? Mislim, kaj nekaj pljuk delajo, pa kuješ ti vlajo. hramba, v srednjem bivalnem prostoru pa pravimo hiša. V hiši je tudi krušna peč. Gospodarski del pa sestavlja skedenj, delavnica, hlev, Taka si nja za mož naredila. gumno, To sigurno težko je. Ja, pa res. stelnik, zadnja prebivalka Dominkove domačije pa je bila Katarina Nemec, znana kot Dominkova Kata. V hiši je prebivala 40 let, torej vse do njene smrti leta 1990. Dominkova Kata je bila znana kot zeliščarka, saj je v svojem vrtu gojila veliko vrst zdravilnih rastlin. To se je poznalo tudi pri starosti, saj je dopolnila 96 let, ko je umrla. Dominkova domačija je bila predstavljena tudi v filmih Najdenček in Kmečko gostujevaje. Mlada, samo mi iščemo zrelo deklino. Jezu, vse se nekako... O tej domačiji priča tudi veliko literature, saj je najstarejša in najlepše ohranjena panonska hiša v Sloveniji. Jesenja smo